Zdaj, lansko leto, če na kratko orišem, je bilo verjetno v občini Brežice eno zelo pestro leto. Konec koncem, mi smo taka specifična občina, ki je vezana še vedno na mejo, ki je povezana še vedno tudi močno z migracijami. Potem seveda romska problematika, ki je tudi pri nas bila zelo pestra, aktivna in tudi tu smo se vključevali dejansko v aktivnosti, ki smo jih vodili v okviru jugovzhodne Slovenije in pa Posavja. Seveda, kar se pa občine Brežice tiče, je bilo pa posvečeno lansko leto predvsem turizmu. Veste, da smo praznovali 100 let turizma v občini Brežice in praktično je večina dogodkov bilo temu tudi posvečeno. Seveda smo poskušali zagotavljati praktično nemoteno delovanje vseh aktivnosti v občini, kajti glede na to, kako veliko število imamo tako javnih zavodov in pa vsega ostalega, nam je bil glavni cilj, da se zagotovi kvaliteten servis našim občankam in pa občanom. Tako da jaz mislim, da tu smo res poskušali biti aktivni na vseh področjih, pa naj gre to, če začnem gospodarstvo, kmetijstvo, šport, kultura in pa seveda vse ostale stvari. Zelo pomembno pa seveda je tudi servisi, kot so naši javni zavodi, ki pomagajo predvsem, kar se tiče boljšega kvalitete življenja naših občanov. Zelo pomembno je mogoče tudi z zdravstvenim domom sodelovanje in pa mogoče ena od pomembnih stvari je, da se je pomoč na domu prenesla v lanskem letu oziroma s 1.1. je že začela delovati preko zdravstvenega doma, prav tako pa tudi dolgotrajna oskrba. In prav danes sem se seveda tudi pogovarjal z direktorjem, pravi, da je mogoče celo boljše, kot je na začetku seveda izgledalo, tako da te stvari kar nam nekako delujejo. Zdaj, kar se večjih investicij tiče, smo imeli na različnih področjih, jaz investicije v infrastrukturo cestno ti ne bom razlagal, kajti praktično ni bilo krajevne skupnosti, v kateri ne bi bilo vsaj en projekt. So pa bile take večje obnova doma kulture, potem atletskega stadiona, mogoče večje vseeno kanalizacije, ki se je izvajala v Krški vasi, potem grad Brežice in pa z Morsom je bilo kar nekaj drugih stvari, ki smo jih delali po celi občini. Pomembno se mi vidi, da smo tudi sprejeli občinsko celostno prometno strategijo, strategijo starosti prijazne občina in pa, kar je tisto najbolj pomembno, vemo, da sredstev je vsak dan manj, dejansko prostih sredstev, vse nekako se sliši, nam dvigujemo povprečnino, vendar definitivno stroški vsak dan rastejo in enostavno sredstev za projekte zmanjkuje, zato smo se močno potrudili tudi za pridobivanje sredstev drugje. Tako smo dobili v lanskem letu 2 projekta preko čezmejnega sodelovanja, to je Inviro in pa Intervine, ki je tudi v tem trenutku praktično že v teku in ki potuje, in to je tudi ena od pomembnih stvari, da najdemo sredstva, kar se tiče seveda sofinancirano drugod. Prav tako smo dobili tudi sredstva za električni avtobus, ki mislim, da prav danes prihaja v Brežice, kar pomeni seveda, da se tudi v tem področju želimo trajnostno nekako bolj prilagoditi. Prav tako pa moram reči, da je tudi pomembno, da smo dobili kar nekaj nazivov, naj bo to od turizmu prijazna občina, potem kar precej smo dobili tudi pomembnih nazivov, kar se tiče predvsem našega vodovodnega stolpa in pa ostale stvari. Seveda, kar se tiče leta, ki prihaja k nam, bo verjamem prav tako seveda zanimivo in pa pestro. V lanskem letu nam je uspelo seveda tudi na razpisu za gradnjo šolske infrastrukture, tako bomo v letošnjem letu začeli z šolo Artiče. Prav tako se predvideva, da bomo začeli z gradnjo praktično večnamenskega doma v Cerkljah ob Krki in pa še teh investicij, ki bojo praktično po vseh krajevnih skupnosti, ponovno pa jih niti ne bi našteval. Mislim, da je še pomembno, da povem, da v Brežicah želimo zgraditi tudi parkirišče tam med knjižnico in pa tenis centrom, ki bo namenjen tako bolnici nekako in pa tudi zdravstvenim domom in pa tudi bo možno parkirati ali ob tekmah ali pa v kakšnih dogodkih pri kulturnem domu, kajti
dejansko to je kar ena taka rak rana v Brežicah. Prav tako bomo verjetno začeli z dvemi projekti, ki so sofinancirani z evropskim denarjem preko regijskih sredstev. Tu gre za vodovodne sisteme in pa za zelene površine v Brežicah, ki jih delamo. Smo pa seveda tudi v letu 2026 dobili določene projekte. Eden je Natura Kozjansko, katerim bo čez 2 dni tudi tiskovna konferenca, ki jih bomo predstavili v Kapelah. Gre za renaturizacijo javsov in pa to skupaj delamo z Kozjanskim parkom. Prav tako pa bomo začeli tudi s projektom Doživi Kapele. Prav tako tudi tu smo preko Liderja dobili določene sredstva, predvsem za promocijo tega kraja, v katere je kar nekaj partnerjev. Smo pa tudi bili ponovno uspešno na čezmejni projekt za projekt Karmen. Tu gre pa za sodelovanje z gasilskimi društvi in pa ostalimi. Seveda občina Brežice je bila in bo še naprej aktivna tudi pri ostalih stvarih, kot je sodelovanje v Posavju pri umeščanju JEK, poplavna varnost, hidroelektrarne Mokrice na zelo moči, da ne gre naprej. Moram reči, da se veliko o tem govori, vendar pred 2 meseci smo izvedeli, da so se 3 ministrstva med seboj po 3 letih končno dogovorila, kdo naj bi spisal to prevlado. Tako da jaz upam, da ne glede na to, kdo bo dobil novo vlado, da bo ta projekt malo potiral naprej, kajti to je nesprejemljivo, da 3 leta in pol se ni premaknilo čisto nič na tem projektu. Seveda bomo še naprej aktivno sodelovali, predvsem kar se tiče reševanja romske problematike in pa določenih stvari, kar se tiče seveda splošne bolnišnice v Posavju. In pa poskušali bomo seveda ponovno zagotavljati več in manj vse tisto, kar je nujno za delovanje naših občank in občanov. Konec koncem, jaz mislim, da je ključno, da smo občina močna, tudi relativno finančno stabilna in da smo potem tudi kos vsem nepredvidenim dogodkim. Saj veste, da v lanskem letu so bile vedno ali neke povišice, ali takšni ali drugačni presenečeni, in jaz mislim, da naši občani prav zaradi te stabilnosti, ki jo že kar nekaj let vodimo v občini Brežice, niso niti takšne stvari čutili, in verjamem, da tudi v letošnjem letu ne bo nekih posebnih pretresov in da če bo proračun seveda sprejet v februarju, kajti mi ga še nimamo, bomo tudi v letošnjem letu zaštartali vse tiste aktivnosti, katere smo si zamislili. Na koncu še enkrat hvala vam in vas še naprej, da nas spremljate, da obveščate javnost, pa na koncu koncem, da nam tudi včasih pomagate, ko treba preko javnega mnenja, mogoče lažje obveščati tudi kakšno ali ministrstvo ali kaj drugo, in na tak način dosežemo tudi mogoče tisto, kar v normalnih pogovorih ne. Tako da hvala in vse dobro v letih prihaja. Oziroma ti se je že začelo.